Lepo pozdravljeni in dobrodošli v dogodkih dneva. V celjski porodnišnici se je lani rodilo kar 117 otrok manj kot leta 2021. Šentjurski župan Marko Diaci po 2 letih premora znova pripravil županov sprejem za podjetnike in gospodarstvenike. Prvi tekmec košarkaric Cinkarne Celje v drugem delu državnega prvenstva bo ekipa Konjic. Ana Nuša Anžič podpisala dolgoročno pogodbo z ženskim košarkarskim klubom Cinkarna Celje. V celjski porodnišnici se je lansko leto rodilo 1392 otrok, od tega 731 dečkov in 661 deklic. 4-krat so se rodili dvojčki. Številke so precej manjše kot v letu 2021, ko se je v celjski porodnišnici rodilo 1509 otrok. Trend upadanja števila rojstev je zaznati že vrsto let, saj se številke iz leta v leto zmanjšujejo. Leta 2020 se je v Celju rodilo 262 otrok več kot v lanskem letu. Leta 2019 287 več kot leta 2022. Leta 2016 pa se je v Celju rodilo kar 519 otrok več kot v lanskem letu. Zmanjševanje števila rojstev ter odseljevanje pa vplivata tudi na število prebivalcev v mestni občini Celje. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je imelo Celje v lanskem letu prvič po letu 2015 pod 49 tisoč prebivalcev, natančneje 48 679. Leta 2016 je številka prebila mejo 49 tisoč. Maksimum pa je dosegla leto 2020, ko je bilo v mestni občini Celje 49 540 prebivalcev. Od takrat do konca leta se je število zmanjšalo za 861 in se je vrnilo na raven izpred 8 let. Šentjurski župan Marko Diaci je letos županov sprejem za podjetnike in gospodarstvenike, ki je bil dolga leta tradicionalen decembrski dogodek, pripravil po novem letu. Včeraj je tako predstavnike gospodarskih subjektov iz občine sprejel v Ipavčevem kulturnem centru, kjer so si najprej ogledali glasbeno-humoristično predstavo, nato pa je sledilo družabno srečanje. Po 2 letih premora, ki jo je terjala COVID epidemija, so se v Šentjurju podjetniki, gospodarstveniki in predstavniki javnih podjetij znova lahko udeležili sicer tradicionalnega županovega sprejema. Tudi tokrat je ta potekal v Ipavčevem kulturnem centru. Zadnji 2 leti tega tradicionalnega srečanja zaradi vsem nam znanih razlogov seveda nismo uspeli pripraviti. Mislim pa, da je prav, da na začetku mandata in seveda v novem letu to tudi storimo. Zato sem povabil gospodarstvenike, občine, poslovne partnere, javne zavode in pa seveda vse institucije, ki tako ali drugače vplivajo na življenje v lokalni skupnosti, v IKC z manjšo pozornostjo. Seveda bom vse lepo pozdravil, jim zaželel srečno zdravje in pa seveda uspešno leto 2023 in pa seveda, da bi tudi v nadaljevanju ostali tako, kot smo bili do zdaj, skupnost. Tokrat so se zbrani, potem ko je nekaj uvodnih besed povedal župan Marko Diaci, zabavali ob glasbeno-humoristični predstavi domače vokalne skupine 7 deci, ki je med korono, ko je bilo nastopanje omejeno, glasbeno udejstvovanje združila še z gledališkim. Tako je nastala predstava Vaja za šankom, za katero je idejni scenarij napisal Jure Godler, na vajah pa so ga ustvarjalci še dodatno izpilili. Ko boš prišla na breg, boš moja punčka moja, V občini Šentjur so sicer z minulim letom zadovoljni. Z samim delovanjem lokalne skupnosti sem zadovoljen, uspeli smo več ali manj urediti stvari, ki smo si jih na nek način zadali. Začrtali smo tudi nove stvari, tako da bomo to tudi nadaljevali v letošnjem letu. Seveda sem pa, tako kot večina naših občank in občanov, pa seveda državljank in državljanov, ne najbolj zadovoljen z situacijo v širšem okolju, ki seveda vpliva na naše življenje in na katerega žal pač mi nekega direktnega vpliva nimamo. Kljub zapletom z dobavo nekaterih materialov in vsesplošnim podražitvam so uspeli izvesti začrtane projekte, med katerimi je bilo tudi nekaj takšnih, ki bodo vplivali na prihodnji razvoj občine.
Delovali smo na področju projektov, ki smo jih zastavili v okviru DRR-ja, se pravi dogovor za razvoj regij, kolesarska steza, industrijska cona, Avreja, ki smo jih zaključili, potem krožišče pri Franju Malgaju, ki je na nek način v veliki meri spremenilo tudi podobo samega Šentjurja, potem vrtec Ponikva in tako naprej, glasbena šola, skratka bilo je veliko takih projektov, ki smo jih zaključili, nekaj pa seveda še nadaljujemo in nekaj bomo pa zastavili na novo. Tudi gospodarstvo v občini dobro posluje in se v večini uspeva prilagajati novo nastalim razmeram na domačem in tujih trgih. Kot je v govoru poudaril župan, je šentjursko gospodarstvo še vedno med vodilnimi v regiji. Potem, ko so v sredo dobile derbi drugega kroga Superlige Vaba, bodo košarkarice Cinkarne Celje jutri začele z drugo polovico državnega prvenstva. Celjanke so po 14 krogih na prvem mestu, zmago prednosti pred ljubljansko Ilirijo. Prvi tekmec Celjank v drugem delu bo ekipa Konjic, ki bo v soboto gostovala v dvorani Gimnazije Celje Center. Mislim, da smo v domači sceni na trenutke nihali v tej sezoni. Upam, da bomo to v drugem delu popravili. Definitivno pa pač naš ritem je naporen, naš ritem in razpored tekem je težek, ampak to ne pomeni, da se nismo sposobni pripraviti na vsako tekmo, da se nismo sposobni skoncentrirati in odigrati dobro tekmo. Tako kot sem že rekla, mislim, da smo mi sami sebi največji nasprotnik. Celjanke bodo drugi del državnega prvenstva odprle jutri z domačo tekmo proti Konjicam. Prvi derbi v nadaljevanju pa jih čaka že po povratku iz Bolgarije, ko se bodo v nedeljo 29. januarja pomerile z ekipo Triglava. Drugi del je ponovno nov razpored, hitro bomo prišli do teh zanimivih tekem. Mi definitivno moramo dobro odigrati v Bolgariji in se potem čim bolje pripraviti na kranjski Triglav. Triglav nam je, tako kot že vsa leta, največji nasprotnik v slovenskem prvenstvu, tako da mi to tekmo jemljemo maksimalno resno in želimo zmagati. Če smo v zadnjih letih za državni naslov spremljali predvsem dvoboj Cinkarne in Triglava, se je letos kakovostni vrh razširil še z ekipo Ilirije, ki je na polovici sezone za Celjankami na drugem mestu. Ilirija gre za zelo dobro ekipo, ki letos izkorišča svoje potenciale maksimalno. Vesela sem zaradi slovenske ženske košarke, da napreduje, da se razvija, tako da v bistvu ta neka dodatna konkurenca znotraj prvenstva se mi zdi prav, da je, in sem v bistvu vesela, da je. Cinkarnarke so v igri tudi še v pokalnem tekmovanju, kjer so se v zelo zahtevnem četrtfinalu, kjer je bila njihov tekmec Ilirija, uvrstile na zaključni turnir. Ta bo 18. in 19. marca. Meni osebno se zdi, da jaz se ne obremenjujem preveč s tem, če želiš biti prvak, boš tako ali tako moral premagati vsakega nasprotnika, vsako oviro na tvoji poti. Če pride težja ovira prej ali slej, je popolnoma vseeno. Tako da jaz sem vesela, da smo se uvrstili na ta zaključni turnir in želim, da ga odigramo čim bolje. Cilj Celjank na domači sceni je tudi v letošnji sezoni dvojna krona. Kapetanka Maruša Seničar je prepričana, da je ena njihovih letošnjih prednosti tudi v tem, da je ekipa v primerjavi s prejšnjo sezono doživela minimalne spremembe. Jaz mislim, da je fajn za ekipo, da neko ogrodje ostane enako, vseeno potem ni treba dekletom, da se toliko spoznavajo, da potrebujejo toliko več treningov, da se začutijo na terenu. Mi mislim, da imamo to neko kemijo, poznamo se igralke med sabo in je bilo v bistvu lažje upeljati oziroma vključiti dve novi igralki, kot bi verjetno bilo, če bi jih bilo več, 5 ali 6. V primerjavi z lansko fantastično sezono sta se v celjski ekipi zamenjali le obe tujki. Obe dve gre za zelo pozitivne, prijazne, nasmejani dekleti, ki smo jo v bistvu z veseljem sprejeli v ekipo, tako da jaz mislim, da smo se dobro vklopili, smo tudi veliko se družimo izven terena, kar mislim, da tudi pripomore k temu, da smo čim boljše na terenu.
Ženski košarkarski klub Cinkarna Celje bo vse do konca junija 2026 lahko računal na usluge Ane Nuše Anžič. Dijakinja prve gimnazije v Celju je tik pred novim letom postala polnoletna, po tekmi proti Budućnosti pa je s celjskim klubom podpisala dolgoročno pogodbo. Anžičeva prihaja iz domače košarkarske šole. V preteklih letih je bila zelo uspešna v mlajših klubskih selekcijah, s katerimi je osvojila po 3 naslove državne prvakinje v mladinski in kadetski kategoriji. S kadetsko zasedbo se je v sezoni 2019-20 veselila tudi naslova prvakinje v VABA ligi. V zadnjih 3 sezonah je že bila del članske zasedbe, s katero je v zadnjih 3 sezonah osvojila po 3 naslove državne in pokalne prvakinje. V lanskem letu se je okitila tudi z naslovom prvakinje v mednarodni VABA ligi. Ana Nuša je tudi članica mladinske državne reprezentance, s katero je v lanski sezoni osvojila naslov prvakinje v B diviziji. Isti dosežek je leta 2019 uspel tudi slovensko kadetsko izbrano vrsto. Ponoči se bo prehodno marsikje razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -2, na Primorskem od 0 do 4 stopinje Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V južni Sloveniji bo občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, v notranjosti Slovenije pa okrepljen severi do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju do 8 stopinj Celzija. V nedeljo bo na zahodu deloma jasno, drugod pretežno oblačno. Ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. V ponedeljek se bo sneženje od juga okrepilo in zajelo večji del Slovenije. Burja in severni veter se bosta spet okrepila. Hvala lepa tudi tokrat za vašo pozornost in nasvidenje znova v ponedeljek.